Spoštovane gospe in gospodje, dragi gostje, spoštovani kolegi, kolegice, novinarke in novinarji. Moram reči, da smo zajadrali, če uporabim ta morski izraz tukaj v centralni Sloveniji, že globoko v festival, da smo izjemno zadovoljni s potekom festivala, da seveda festival je živ dogodek, smo uspešno izvedli tudi koncert Sanktpeterburške filharmonije kljub bolezni Jurija Temirkanova, pa z mladim solistom zato na klavirju, zmagovalcem Čajkovskega, Maslejevim, da tokrat Marta Argerich ni odpovedala nam, ampak drugim in je navdušila naše občinstvo, da smo sinoči imeli spet razprodano že drugič zapored Kneginjo Čardaša. Še dve predstavi sta danes zvečer in jutri. In seveda, da se začenja, omenil bi še Predani korakom, projekt skupaj s Centrom Soča in našim glavnim sponzorjem Zavarovalnico Sava, ki se bo v naslednjem letu še razvil. In predvsem smo prišli do dogajanj, ki seveda ta festival delajo še bolj festivalski, kot so Likovna kolonija, Akademija Branimir Slokar, potem različni koncerti in predstave, ki se bodo zgodile v naslednjem tednu. Med nami pozdravljam naše gostje in goste, in sicer moram reči, da se vidiva prvič po žalostni smrti Tomaža, Livijo Pandur, Natjašo Matjašec Rošker, Živo Ploj Peršuh, Marka Hatlaka, Miljenka Puliča, ki je bil včasih direktor Zagrebške filharmonije, zdaj pa je v Zagrebški komediji, in pa seveda predsednika strokovnega sveta Festivala Ljubljana in pa selektorja že 20. likovne kolonije Toma Vrana. Da ne bom predolg, bi začeli kar z likovno kolonijo najprej. Tomo, izvoli. Spoštovani, lep pozdrav vsem. Hvala za besedo. Torej, v nedeljo pričenja z delom že 20. likovna kolonija, ki se zaključi 21. v petek z razstavo del, ki jih bojo avtorji tu ustvarili ob 12. v Viteški dvorani. Teh 20 let je pravzaprav tako hitro minilo, da se človek niti ne zaveda. Vse skupaj se je začelo pred dobrimi 20 leti, in sicer ob enem slučajnem pogovoru z gospodom direktorjem je na vprašanje, kakšen je bil tisto sezono festival, ves navdušen, da je bilo krasno, da je bilo ogromno, da je pa škoda, da vsa ta glasba, vsa ta beseda nekako izzveni v zrak, ostanejo sicer fotografije, katalogi, ampak da bi lahko bilo še kaj več. No, takrat sem čisto, ne da bi kaj zelo resno razmišljal, zinu, zakaj pa ne bi dopolnili festival še z likovnimi umetniki, ki pa v enem tednu, ko so tu, praktično delajo kroniko tega, kar se dogaja. No, do danes, vsa ideja je uspela, do danes smo pripeljali v Ljubljano že 160 likovnih umetnikov, vsako leto se jih udeleži 8, torej 4 tujci, 4 Slovenci. Moram reči, da je vzdušje, večinoma delajo tu na Pergoli, da je vzdušje še vsako leto bilo izredno prijetno, kajti že prvi, drugi dan se med vsemi umetniki, ki so iz raznih koncev sveta, naveže nekakšno prijateljstvo in postanejo pravzaprav ena velika familija, družina. Eden drugega vzpodbujajo, tako da so vsi navdušeni predvsem nad Ljubljano, predvsem nad gostoljubnostjo, ki jo nudi Ljubljanski festival, in tako nehote v svoja dela prinesejo delček tega, kar tu v Ljubljani začutijo.
Namenoma sem v vseh teh letih povabil vsakič tudi kakšnega od mlajših umetnikov, ki so komaj začenjali svojo umetniško pot. Predvsem, da se spoznajo, povežejo z umetniki priznanimi, ki prihajajo iz tujine. In veliko od teh so prav preko teh poznanstev dosegli, da jim je bilo omogočeno tudi razstavljati v tujini, kar danes v teh časih za Slovenijo ni lahko. No, da ne bom predolg, bi želel samo vam predstaviti umetnike, ki se bojo letos udeležili, pa gremo kar tako, kot je po katalogu. Torej, Jelka Flis, slovenska umetnica iz Ljubljane, Samo, ravno tako slovenski umetnik, Aleš Sedmak, on je iz Obale, je pa že par let predsednik Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov. Potem je Majda Skrinar, tudi priznana umetnica. Iz Italije prihaja Lanzarote Alberto, on je iz Venecije, iz Benetk. Iz Avstralije prihaja David Hinckliffe, zelo priznan umetnik, moram reči, da je ime, ki je zelo ima neko težo tudi v svetu. Iz Avstrije pa Manfred Mört, no, iz Nemčije oziroma je sicer Nemka, vendar živi, študirala in živi v Franciji, pa Ulrike Kaspar. Ponedeljek zjutraj začnejo tu z delom, delali bojo na pergoli, vse vas prav lepo vabim, da pridete, si vmes malo ogledate, kako ustvarjajo. Vsi jih poznam, so taki, da jim ni popolnoma nič nerodno, da bojo z vami tudi spregovorili kakšno besedo, pokomentirali. No, kot sem pa že omenil, v petek ob 12. je pa zaključek, vsak ustvari 2 deli in to bo razstava v Viteški dvorani v Križankah. Seveda bo tako, kot je zdaj zadnji 2 leti že zelo uspešno, ves teden bo z nami tudi Lado Jakša, ki pa preko fotoaparata in glasbe sledi njihovo delo in na koncu z enim, kaj bom rekel, vizualno-glasbenim projektom, multimedijskim, predstavi in avtorje in način njihovega dela. Torej v petek ob 12. vsi prav lepo vabljeni v Viteško dvorano. Hvala lepa, gospod direktor. Hvala lepa, Tomo. V naslednjem tednu v ljubljanski operi tudi Brezmadežna. Livija, prosim. Dober dan vsem. Izredno me veseli to povabilo Darka Brleka, da je tudi Imakulata, predstava, ki je nastajala pod zelo specifičnimi okoliščinami, da je del tega ljubljanskega festivala. Namreč s festivalom nas zares v zadnjih 17 letih druži eno sodelovanje, ki je bilo trajno, in brez tega sodelovanja marsikatera Tomaževa predstava seveda ne bi bila predstavljena slovenski publiki. Tako je Darko povabil Tomaževe predstave predvsem iz tako imenovanega španskega opusa, tukaj ste lahko videli Barok, pa Somrak bogov. Sodelovali smo tudi z našo gledališko organizacijo Pandur Theatres. Darko je bil takrat edini, ki je omogočil to sodelovanje, in v koprodukciji so nastale predstave, kot je Hazarski slovar, Tesla Electric Company, Medea, 100 minut, in to sodelovanje in spomini na to sodelovanje so seveda tako močni, da sem jaz danes prav vznemirjena in nekako se poskušam osredotočiti na to, kaj pravzaprav je v vseh teh letih Darko Brlek in Festival Ljubljana storil za Tomaža Pandurja.
Zato še posebej me pač veseli, da se to sodelovanje nadaljuje s predstavo Imakulata, s predstavo Brezmadežna, ki bi jo naj Tomaž Pandur, kot veste, postavil v Drami SNG Maribor na povabilo gospoda Roškarja. Skupaj s Tomažem sva pripravljala ta projekt. Jaz sem roman tudi, to se pravi roman Marijin testament po Kolmu Tojbinu tudi sama prevajala in skupaj sva naredila dramatizacijo tega romana, priredbo in se neskončno veselila tega projekta, ki ga je Tomaž pravzaprav izbral za nekakšno vrnitev v Maribor. Seveda te predstave ne bi bilo brez Nataše Matjašec Roškar, s katero je Tomaž že v pripravah vzpostavil eno neverjetno vez. Nikoli nista prej delala skupaj in to bi bilo prvič, da bi sploh sodelovala in ustvarjala skupaj. Tomažev nenaden odhod je seveda vse postavil na glavo. Jaz pa sem se na povabilo Drame SNG Maribor kljub vsemu odločila, da te najtežje trenutke preživim v gledališču, ki je bil za naju oba, predvsem pa za Tomaža, ultimativen prostor vsega začetka in pravzaprav konca razmišljanja o teatru. Tako je v nekih res posebnih okoliščinah nastala ta predstava, ki seveda ne bi bila takšna, če v njej ne bi bilo Nataše. To je bilo eno čudovito sodelovanje. V avtorskem timu pa seveda ljudje, ki so bili ustvarjalci, ki so bili Tomažu blizu, kot so Andreja in Marko Japelj, pa Leo Kulaš, kostumograf, s katerimi smo začeli našo gledališko pot prav v Mariboru, potem pa seveda duo Silence, s katerimi smo v zadnjih letih največ sodelovali, pa fotograf Aljoša Lebol, pa igralec Branko Jordan, pa moj sin Tibor, s katerim smo se tudi povezali v tem projektu. Tako da je bilo v Drami Maribor, mi je bilo omogočeno zares eno ustvarjanje, en kreativni proces, ki je bil poseben, vznemirljiv in takrat tudi zame edini možni prostor ob tej bolečini izgube. Tudi sama predstava govori pravzaprav o tem, govori o izgubi, govori o samoti, govori o izgubi sina, ki je za vsako mater seveda nekaj najhujšega, kar se v življenju zgodi in kar je seveda dokončno in bolečina, ki nikoli ne pojenja. Zgodba o Mariji, ženski, ki je ostala sama, ki je nekako paralelno za to veliko zgodbo o Kristusu in njegovem trpljenju in njegovi misiji, pa živela neko povsem svojo intimno zgodbo. In ta zgodba seveda je na nek način nas najbolj zanimala. Zato smo iz romana tudi v adaptaciji, tudi v priredbi izluščili vse tisto, kar je intimno povezano s to žensko, ki je v življenju izgubila vse in ostala sama. Tako da vabljeni v opero, to me še posebej veseli, to prizorišče, kajti prav letos je bila tam premiera Tomaževega baleta Simfonija otožnih pesmi, tako da se v bistvu na to isto prizorišče zdaj vrača Imakulata. Vabljeni. Hvala lepa. Hvala lepa, Livija. Nataša. Oba. Dober dan, ja.
bistvu je Livija povedala bolj ali manj vse. Moje besede bodo ostale ali bodo do vas prišle iz odra. Vsekakor hvala Darkotu, da nas je uvrstil. Jaz bom prvič nastopila ne v Ljubljani, ampak na festivalu Ljubljana in ja, je posebno vznemirjenje, kakorkoli. Festival ima svoje okoliščine, neko svojo publiko, svoj utrip, tako da tega se zelo veselim. Tudi zaradi tega, kot je Livija rekla, ker je Tomaž s svojimi predstavami tle v okviru tega festivala imel neko pot do slovenske publike z predstavami, ki jih je naredil drugje po svetu. No, kakorkoli, hvala Darkotu za priložnost nastopiti v Ljubljani, hvala Liviji, da je verjela in zaupala vame, hvala naši hiši, da je zaupala v naju obe. In seveda vseeno, ali pa ključno hvala Tomažu, da me je prepoznal kot to osebo iz odra ali to osebo za na oder, ki lahko sama zmore ta oder. Največja, ne vem, ko me vprašajo, kakšna je se tebi zdi predstava. Meni se zdi dobra predstava. Se mi pa zdi ključno, kaj nam, predvsem pa Liviji uspelo, da je, ne da bi sledila Tomažu, ampak da je skozi proces dela nagovarja ta arhetip bivanjski ali mišljenjski ali doživljajski, ki je, in to se mi zdi, da je bilo v bistvu Tomaževo vodilo pri vseh predstavah, iskati te ali pa drezati v arhetipe nas samih. No, tako da to ni predstava, ki bi sledila nekemu historični analizi ali historičnemu diskurzu ali neki kronologiji dogodkov, o katerih beremo ali smo brali ali bomo še brali, ampak mislim, da nam je uspelo narediti eno sodobno predstavo, aktualno predstavo. Tibor je med ogledom ene generalke ali tik pred nastopom pred publiko rekel, da je subtilno subverzivna. Tako da mislim, da nam je uspelo narediti lepo in veliko delo. Toliko, hvala. Hvala lepa. Naj povem, da bomo naslednje leto uprizorili ponovno Fausta, ko bo streha v Križankah. To je zadnja Tomaževa velika predstava, ki je nastala v koprodukciji Ljubljanske drame in pa Festivala Ljubljana. Mogoče še ena zanimivost, da je Danilo Rošker oznanil poroko z Natašo Matjašec, ko smo s Francem Kanglerjem skupaj šli pogledat španskega Fausta v Madrid, Teatro Español v Madridu, ob eni taki uri popoldne. Ko smo sedeli na kavi s Tomažem. Še eno tehnično navodilo. Vse, kar pade, pustite na tleh, ker bo spet padlo. Tako da se ne matrati. Edino na vazo pazite tamle, da ne bo šel še kakšen krožnik. Mi bomo pa seveda nadaljevali. No, mogoče še ta moj vtis, da vidite, kako dejansko so človeški odnosi pomembni za kreiranje programov, za same predstave in celo za odnose med narodi. Zdajle imamo ta cirkus z arbitražo in slovensko-hrvaško mejo, ravno v času, ko mi uprizarjamo z komedijo iz Zagreba v koprodukciji opereto Kneginja Čardaša. 2 razprodani predstavi sta že bile, še 2 bosta. Miljenko, boš še ti kaj dodal? Prvo se zahvaljujem na pozivu za tiskovnu konferenciju i ispričavam se što govorim na hrvatskom jeziku. Moram reći sad, slušajući tiskovnu konferenciju, posebno me dojmilo da sam ovdje u društvu gospođe Pandur i gospođe Rošker, jer gospodin Pandur je itekako ostavio traga u Hrvatskoj sa svojim radom. I ovo što je Darko rekao prije nekih 8 godina, maestro Vjekoslav Šute je u jednom razgovoru ovdje u Ljubljani rekao: vi
političari što uspijete zafrkati, mi sve kulturnjaci, glazbenici moramo sređivati i vratiti u neke odnose prirodne. Posebno smo počašćeni kao kazalište Komedija da možemo surađivati sa Slovenskim narodnim gledališćem i tu se zahvaljujem i Darku i Slovenskom narodnom gledališću i ansamblu njihovom jer je ta suradnja uistinu izvrsna. Kazalište Komedija je kao jedino glazbeno kazalište na području Republike Hrvatske djeluje i radi i proizvodi glazbene predstave, pretežito mjuzikle i operete. Sa mjuziklima smo ovdje već u par navrata gostovali, ali ovo je po prvi put da gostujemo sa operetom i po prvi put da surađujemo sa SNG-om iz Ljubljane na festivalu Ljubljana. Uistinu je u ovim bremenitim nekim prostorima interesantno kako ta jedna prirodna suradnja među ansamblima, među ljudima potpuno prevladava po meni te banalne situacije koje politika zna proizvesti. A opet interesantno je da evo i Darko i ja godinama surađujemo i da je nevjerojatno kako upravo radimo neke predstave ili gostovanja kad su te neke napetosti među vladama, među politikom. Meni je bilo posebno zadovoljstvo i uvijek se rado sjećam i mislim da je to jedan fantastičan projekt 2011. godine kad smo zajedno izveli sa Slovenskom filharmonijom Simfoniju tisuća s majstrom Gergijevim i to je bio tada najveći klasični event, kako se kaže, u svijetu. U tom dijelu ja se ponovno zahvaljujem Darku, zahvaljujem se festivalu Ljubljana što nam je ukazao čast da se možemo pojaviti ovdje i zahvaljujem se Slovenskom narodnom gledališću, kažem, na izvrsnoj suradnji, na svoj pomoći, na potpori koje evo smo imali do sada. Koristim priliku da vas sve ljubazno pozovem da večeras i sutra pridružite nam se na operetnoj predstavi Kneginja Čardaša i nadam se da će ova suradnja i kasnije se ponovo realizirati. Hvala vam lijepo. Hvala lepa, Miljenko. Mislim, da prevod ni potreben, vsi razumemo. Akademija Branimir Slokar, tudi že kar nekaj let v sklopu festivala Ljubljana. Z nami je dirigentka Živa Ploj-Pršuh. Prosim, Živa. Hvala lepa za besedo, gospod direktor. Ja, že 8-letno sodelovanje nas veže in ob tej priliki seveda velika zahvala in ob zahvali možnost, da se navežem na direktorjeve besede o spodbujanju povezovalnosti in tudi na besede gospoda Puliča. Glasbeniki, umetniki smo tu, da krpamo marsikaj, tudi politične odnose, diplomatske odnose in z veseljem naznanjam letošnjo akademijo, ki se je bodo udeležili tudi udeleženci iz Kosova, iz Albanije, iz Srbije, iz Argentine, iz Japonske, Kitajske. To je, poleg vseh ostalih seveda, to so lepi uspehi, se mi zdijo, ne samo, da pač glas o akademiji kot taki in o festivalu gre po celem svetu in seveda tudi o dobrodošlici, ki jo naši tako mladi udeleženci kot tudi profesionalni gostje, profesori, solisti in dirigenti doživijo v mestu Ljubljani. Naj ob tem povem, da so prvenstveno z nami letos stalni gostje na mojstrskih tečajih, koncerte pa bodo poleg mene oblikovali tudi partnerji iz Rima, iz Državne akademije Svete Cecilije. Z nami bo torej dirigent Karlo Ricari. Kot novost, preden vas povabim na koncerte, naj omenim še mojstrski tečaj za videoprodukcijo oziroma za produkcijo prenosov koncertov v živo. Ta tečaj bo vodil gospod Aleksander Lük, ki prihaja iz Berlina. Z veseljem se je odzval na naše povabilo in predaval bo o načelih Berlinske filharmonije oziroma njihove koncertne digitalne dvorane in
kako metode sodobne videoprodukcije in sodobnega prenosa pravzaprav uporabiti tudi v namen ta, da se bodo naši koncerti predvajali v živo ob samem koncertu. Koncerta simfonična se bosta zgodila tudi letos v dvorani Grand Hotela Union, zaradi kar se izjemno zahvaljujemo tudi gospodu Čehu, direktorju, saj nas ta prostor navdihuje vse po vrsti in pač popestri naše vaje in naše priprave na koncert. Eden bo 23. v nedeljo ob 8, ta drugi pa 30. julija prav tako ob 8, k običajnemu simfoničnemu programu. Tokrat na prvem od teh koncertov dodajamo 2 mlada, ampak izjemno ugledna slovenska operna solista. Z nami bosta Urška Breznik, sopranistka, in tenorist Aljaž Farazin. Saj bomo tokrat prvič, kot rečeno, izvajali tudi odlomke iz opernega dela. To bo Puccinieva Madama Butterfly. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sicer nekoliko kasneje, ampak se mi zdi izjemno pomembno, da že danes kaj o tem rečemo, bo v Križankah nastopil Marko Hatlak, ki je predlagal zanimiv program, pa da ne bom jaz govoril tisto, kar je on predlagal, ne kar sam pove. Prosim. Hvala za besedo. Prav lepo pozdravljeni, veliko čast mi je in hvala za povabilo na današnjo tiskovno konferenco. Rad bi se zahvalil festivalu tudi za zaupanje v moje programe, saj smo v zadnjih letih izvedli par zelo lepih, različnih in razprodanih koncertov. Za mano je eno zelo ustvarjalno leto. Letos sem posnel 3 plošče različne v enem letu, zadnjo. Sem mislil, da boš omenil hčerko. To je tudi res, ja. Dobil sem prvo hčerko, tako da je to tudi en poseben projekt. Torej, zadnjo ploščo smo snemali v Kopenhagnu na Kraljevem konzervatoriju na Danskem, kjer smo s Fantangom poskušali zajeti eno tako mavrico različnih repertoarjev. Ploščo imam tudi s seboj, lahko pokažem kasneje. Posebnost pa bo, da 10. avgusta, ko bomo v Križankah nastopili z omenjeno skupino, bomo gostili tudi velikega umetnika Iztoka Mlakarja, ki mislim, da je segel v dušo prav vsakemu Slovencu. Posebnost je tudi zato, ker on nastopa ponavadi pred 50 poslušalci in on pravi: "Jaz nastopam pa kleteh." In nam je kar imamo srečo, da sem ga uspel prepričati, da pride v Križanke, in mislim, da pred takim občinstvom še ni imel koncerta. Bo res prinesel tudi on eno svojo poetičnost v naš raznolik repertoar. Seveda si želim, da bo lepo vreme, da ne bo treba koncerta preseliti, kajti avditorij tu je prav poseben. Jaz ne vem, v koliko takih prostorih na svetu sem nastopal, ampak tu je res magično, tako da se zelo veselim koncerta. Hvala lepa še enkrat. Hvala lepa. No, v naslednjem tednu napovedujemo še koncert Robija Lakatoša iz znane familije Lakatoš iz Madžarske, ki sicer živi v Bruslju. Tukaj so bili pred nekaj leti, če se spomnite, so navdušili avditorij Križank z virtuoznostjo in odličnimi aranžmaji, ki jih delajo sami. Tako da 19. julij v Križankah, 20. julija pa spet en projekt, ki nekoliko spominja na živalski karneval, vendar tokrat z Johnom Malkovičem in z solisti Aquilani, z Anastazijo Terenkovo v Unionski dvorani. Pa seveda Zlano Trotovšek, ne smem pozabiti, izjemno slovensko violinistko. Tako da se mi zdi, da, kot sem rekel na začetku, da bo en res tak raznolik, bogat festivalski teden pred nami, oziroma je pred nami, se bo zgodil v naslednjem tednu.
Potem bo veliko komornih koncertov, kot običajno ob koncu julija se začnejo komorni koncerti. Še posebej bomo to tudi najavili, se mogoče dobili z njimi. Vsekakor je Živa skozi na voljo za akreditacije in vsa vprašanja v zvezi z našimi gosti, gostujočimi umetniki. Prav tako bo seveda tudi John Malkovič pa tudi Roboj Lakatos sta oba na voljo v dnevih, ko sta tukaj za še dodatne intervjuje. Moram reči, da smo naleteli na izjemno razumevanje strani Johna Malkoviča in njegovega agenta, kar se tega tiče, tako da seveda vljudno vabljeni. Vljudno ste vabljeni tudi kasneje, po koncertu, vam bomo še povedali kam, zato ker gremo v živo po internetu, da ne bo to vabilo splošno znano, ker pač prostor ni dovolj velik. Tako, zdaj tisto, kar bi jaz mogoče še želel povedati, je to, da smo v nekaj letih ustvarili tudi izjemno dobro sodelovanje z Komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije in da bo v začetku avgusta cela serija koncertov v Križankah, pa tudi v Slovenski filharmoniji, ne bom zdaj našteval vseh, lahko omenim Rišarja Galjana, pa Niko Gorič, pa Sikoveckega in tako naprej. Gre za vrhunske dogodke, tako da res vljudno vabljeni. Vmes, ko bo večina Ljubljančanov odšla na dopust, mi seveda pripravljamo zadnjo polovico avgusta, ki bo en velik finale z broadwayskimi musicali, z Madamo Butterfly iz nacionalne opere iz Pekinga, z svatbo v koprodukciji s festivalom Aix-en-Provence, potem Vlado Kreslin, že 26. zapored, ansambl za sodobno glasbo, 15 let koncertov na Ljubljanskem festivalu in pa seveda naš dolg oziroma moj dolg izpred 4 let, drugi del Wagnerjevega Prstana z Marinskim in Valerijem Gergijevim. Dogajale se bodo tudi delavnice. V ponedeljek se začne Mala likovna kolonija, to je druga delavnica po vrsti. Potem bo še ko bosta 16. in 17. oziroma 17. in 18. avgusta še 2 predstavi Vesne, bomo imeli tudi delavnico na temo muzikla za otroke in pa odprli bomo tudi razstavo Negovana Nemca z naslovom 30 let pozneje, to bo v Križevniški cerkvi. Za vstopnice vemo, blagajna Križank, Petrolovi servisi, prodajna mesta Eventima in pa ljubljanafestival.si in pa seveda vedno smo vam na voljo za kakršnakoli vprašanja. Tudi zdaj je čas za vprašanja, še preden pa preidemo na vprašanja, bi se vam vsem novinarjem rad zahvalil za dozdajšnje poročanje o festivalu. Brez vas festival v taki obliki sploh ne bi mogel delovati in tudi ne bi bil tako uspešen. Tako da najlepša hvala za vašo pozornost in podporo. Zdaj pa smo na voljo za vprašanja. Seveda smo tudi vsi na voljo potem za kakršnakoli vprašanja ločeno oziroma intervjuje in tako naprej, ampak če ima kdo vprašanje, preden zaključim. Prosim, gospod Zlobec. Jaz bi imel Se sliši. Jaz bi imel 2 vprašanji pravzaprav. Najprej bi se navezal na to berlinsko vzgojo digitalnega snemanja koncertov in tako naprej. Žal moram reči, da opažam, da slovenski uradni državni mediji festivalu in sploh kulturi namenjajo zelo malo prostora. Če se spomnite škandala pred leti, ko je Elina Garanča dovolila, da se brezplačno
televizijsko posnamen njen koncert in bi danes imela Slovenija praktično neponovljiv svetovni dogodek, kulturni. Isto se je ponovilo letos, ponovilo se je za Marto Argerič, ker bi celotna slovenska kultura imela zgodovinski dokument o dogajanju. Prav včeraj se je pojavil v Londonu pač kopija mojega članka, ki ga je Norman Lebrecht opazil in seveda demantiral vse govorice in pisanja o tem, da je Marta Argerič tako rekoč na smrt bolna in je odpovedala gostovanje v Atenah pri državnem grškem orkestru in na Atenskem festivalu, ki je tudi član mednarodnega združenja, poleg tega odpovedala gostovanje v Avstraliji. Ne. In zdaj so vsi presrečni, da kljub samo je Ljubljana dobila nekaj, kar vsi drugi niso. Ne. Kaj hočem reči? Dejstvo je, da bo moral festival sam poskrbeti za snemanja in za prenose, magar če ustanovi svojo televizijo. Dejstvo je, da nacionalna televizija je tako polna sama sebe in denarja od vseh možnih kanalov, da sama ne vidi nobene potrebe. Če pogledamo tukaj, kdo so medijski sponzorji, vidimo, da RTV Slovenije sploh ni in tudi drugih. Ne. Skratka, vprašanje bi bilo, ali vi načrtujete v tem smislu neko svojo, bi rekel, ali televizijo ali nekaj takšnega. Drugo vprašanje bi bilo pa v zvezi z Marijo. Ne. Zdaj, če pogledamo svetopismo in sploh cerkev, kakšen je odnos do Marije po Kristusovi smrti in tako naprej, vidimo, da tukaj nekako Marijo pustijo primer. Ne. Bi vprašal pravzaprav, kaj odpira ta predstava glede same usode Marije po Kristusovi smrti, glede na tekst. Hvala lepa za obe vprašanji. Ja, poglejte, kar se tiče mogoče prvega vprašanja, mi seveda ves čas, se opravičujem, poskušamo sodelovati s tistim, kar je iz javnih sredstev že plačano. Ampak velikokrat naletimo na hude težave in tukaj se te težave zdijo kronične. Dejstvo je, da je v zadnjih 10 letih festival izjemno zrastel, da dejansko smo prepoznavni v vsem svetu in da pišejo tudi drugi mediji, neodvisno od tega, kaj mi sporočamo o dogodkih pri nas. In seveda pridemo lahko do zaključka, da v primeru, da se te stvari ne bodo izboljšale, da bomo razmišljali o tem, mogoče ne o svoji televiziji, ampak prav gotovo o produkcijski hiši, ki bo imela interes take stvari posneti, jih mogoče celo tržiti, predvsem pa, da tale penina Pulosova je malo bolj napolnjena kot ostale z CO2, tako da pazite tam odzadaj, da se vam kaj ne zgodi. No, in bomo prav gotovo o tem razmišljali, da bi večino koncertov, ki se bodo zgodili na Ljubljanskem festivalu, ne samo z najbolj znanimi umetniki, ampak tudi z drugimi posneli. Ljubljanski festival pripelje tudi ogromno umetnikov, ki niso svetovno znani, pa so izvrstni, ali pa ki šele bodo znani, ali pa ki šele začenjajo. Sami ste naredili enkrat študijo o tem, kdo vse je zdajle znan po svetu, ki je nastopil na božičnih koncertih pred 25 leti, pa še vedno nastopajo v Križevniški cerkvi. Ali pa v razprodanem ciklu Mladi virtuozi, ki je mednarodni. Torej, iz tega je šlo, torej so išla vsa trenutno vidna slovenska umetniška imena. Tako da, hvala za vprašanje, razmišljamo v tej smeri. Livija. Ja, res je. Vemo, da je Marija, Kristusova mati, omenjena pravzaprav tudi v Svetem pismu zelo malokrat, oziroma o njej tudi po 2000 letih ne vemo skoraj ničesar. Vemo, da je izgubila sina, o njeni
intimni zgodbi, o njenem čustvovanju, o njeni samoti, bolečini ob tej izgubi, pravzaprav ne vemo ničesar. In Colm Tojbin je napisal roman Marijin testament, ki se ukvarja prav z Marijo. Njeno videnje dogodkov ob križanju, njeno videnje poti, ki si jo je njen sin izbral, da bi spremenil svet. In predstava prav tako postavlja vprašanja, kdo je bila ta ženska, ki še sedaj vzburja in je inspiracija mnogim umetnikom, mnogim piscem, kaj se je z njo dogajalo, kako je ona spremenila svet, ali ga je spremenila, kakšno je njeno iskanje resnice in lepote, in predvsem kakšen je njen dvom ob vsem tem, kar se je zgodilo. In to večno vprašanje seveda na koncu, ali je bilo vredno. To je, mislim, da tisti stavek oziroma tisto vprašanje, ki ga tudi Colm Tojbin v romanu postavlja. Ali je bilo vse to trpljenje vredno? Hvala lepa. No, jaz bi še mogoče naredil malo reklame za enega od naših članov, to je festival Izmir, ki deluje tudi v Efesusu, kjer je ogromen amfiteater z 8000 sedeži. Jaz sem nazadnje tam poslušal turškega pianista Fazil Saja. In nedaleč od tam je Marijina hiša, kjer je ona živela po Jezusovi smrti, tako da si jo lahko greste ogledati, da še malo spromoviramo turški turizem, ki je blazno padel in so zdajle zelo poceni, odkar so imeli volitve. Ampak je res lepo. Tako da, vidite, in tam imate tudi Celzijevo knjižnico in tako naprej. Tako da vidite, kaj je to torej festivalsko okolje, festivalsko združenje, Evropsko združenje festivalov in tako naprej. Ne samo Križanke, kot v primeru Ljubljane, ampak najimenitnejše lokacije po vsem svetu. Ne. Še kakšno vprašanje? Prav, potem vas vljudno vabim na kosilo. Hvala, da ste prišli. Mi smo tukaj na voljo za vsa vprašanja in pridite čim večkrat. Najlepša hvala.